Živjo vsem skupaj! Danes sem pa za vas pripravil demonstracijo priprave sadne kreme iz divjih jabolk. Divja jabolka so plodovi, če ime pove divje jablane. Divja jablana je pa izvorna oblika jablane, katero so naši predniki potem žlahtnili skozi procese umetnega izbora in razvili potem domačo jablano in pač seveda različne sortne jablane, iz katerih pač potem poznamo plodove sortnih jabolk. Za primerjavo, to je divje jabolko, to je pa pač ena izmed sort domačega jabolka. Kaj se z procesom, umetnega izbora lahko razvije iz generacijo v generacijo žlahtnjenja. No, imajo pa seveda kot vse vrste divjih izvornih oblik sadij tudi divja jabolka večjo vsebnost varovalnih snovi in tudi večjo vsebnost pektina, kar pomeni, da se bo sama krema precej bolj zgostila, zato ker pektin je vlaknina, torej prehranska vlaknina, ki v tem tehnološkem funkcionalnem smislu deluje kot želirno sredstvo, kar pomeni, da za pripravo marmelad, krem, džemov in podobno z jabolki ne potrebujemo dodajati zunanjih virov želirnih sredstev. No, pa začnimo. Najprej divja jabolka dobro umijemo, predhodno dobro umita jabolka, torej režemo na pol. Lepo drobcena, majcena, a zelo aromatična in okusna jabolčka se z lahkoto režejo, so sicer izredno trda, čvrsta, evo, da pokažem, kakšno sredico imajo. So pa precej močnejšega okusa kot povprečna sortna jabolka. Voilà, jabolčka so dobro narezana na polovice. Evo, še enkrat za primerjavo. Sortno jabolko in polovice divjih jabolk. No, začetek same kuhe, ki ga bom demonstriral sedaj, pa pričnemo tako, da v lonec dodamo za dobro noževo konico masla in počakamo, da se dobro raztopi. Nato pa dodamo zvrhano jušno žlico sladkorja. Sladkor se bo premešal z
maslom in rahlo karameliziral. Preden bom dodal jabolka. Kako diši maslo s sladkorjem. No. Potem dodamo na polovice narezana divja jabolka. In kuhamo, pokrijemo in kuhamo na zmernem ognju toliko časa, da se jabolčne polovice nekoliko zmehčajo. Potem seveda pospravimo živila in orodja ter pribor, ki smo ga odslužili, da imamo več prostora za nadaljnje postopke. Logično, osnova. Nato z kuhalnico premešamo. Na vsake toliko premešamo, da se sladkor ali jabolka ne primejo dna posode, torej dna posode oziroma dna lonca. Ko se jabolka že nekoliko zmehčajo, dodamo koktejl začimb, ki so sledeče: klinčki, limonina lupinica, vaniljev sladkor, potem imamo cimet, še enkrat vaniljev sladkor in muškatni orešček. Za ljubitelje začinjenih sladic, dobro začinjenih sladic, je ta recept več kot dobrodošel. In dobro premešamo. Na zmernem ognju pustimo, da se jabolka še nekoliko zmehčajo in vpijejo začimbe, da se zmeša izpuščen sok, ki ga pač spustijo divja jabolka, in začimbe. Tako, da smo racionalni
uporabimo primerno veliko pokrovko, da je potem več prostora v pomivalnem koritu ali v pomivalnem stroju, seveda. No, sedaj pa čas za diskusijo o tem, kam lahko potem v kakšna sestavljena živila lahko potem to kremo inkorporiramo. Lahko jo uporabimo za vse jedi ali sestavljena živila, ki predvidevajo uporabo sadnih krem ali marmelad. Torej, za polnjene sladice, kot so recimo krofi, namesto marelične marmelade lahko uporabimo kremo iz divjih jabolk in podobno. Lahko tudi za razne prelive, tort, kolačev, lahko uporabimo tudi za različne pite, kot je recimo jabolčna pita s kremo iz divjih jabolk. Jaz bom pa danes pripravil ajdovo kašo z kremo iz divjih jabolk. Komaj čakam, da si privoščim to čudovito jed. No, pa še enkrat malo premešamo. Evo, sok, voda iz soka jabolk že pošteno izpareva. Jabolka so že dodobra omehčana, tako da lahko gremo na naslednji korak. In sicer samo kremo bomo dobili tako, da bomo jabolka zmleli s paličnim mešalnikom. No, ko je to dobro, ko so jabolka dobro zmleta s paličnim mešalnikom, se tudi popolnoma zmešajo z začimbami in dobimo tako čudovito temno rjav odtenek barve. Le še dobro premešamo. Ko je že krema na 3/4 formirana, kuhamo res na majhnem ognju. In dodamo sok limone. Ena peška je zraven, jo odstranimo. In kar
Divje dobro. No, tako. Samo še dodatno se zmehča, da se dodatno seveda homogenizira in krema bo gotova. Jaz se vam za vaš ogled, drage naročnice in dragi naročniki, najlepše zahvaljujem in vam želim res čudovit začetek jeseni. Srečno! Dio!